Leta 2008 so mnogi mladi glasovali za eno od strank tranzicijske levice, ker so verjeli praznim obljubam, da je Slovenijo mogoče voditi bolje. Tudi mladi danes žal na lastni koži lahko občutimo, v kakšne spremembe so nas ti izvoljeni vladajoči vodili. V Sloveniji še predolgo velja zgrešena politična strategija, da je potrebno v vsaki najmanjši težavi spremeniti zakonodajo. Tako je razprava o ukinitvi brezplačnega toplega obroka v srednjih šolah potihnila, slabe spremembe pa žal ostajajo. Pod pretvezo socialne pravičnosti se je topli obrok ukinil in to se bo nedvomno poznalo tako na zdravju kot na učni uspešnosti vseh mladih. Jasen primer izključenosti mladih iz javne razprave je tudi uvajanje pokojninske reforme. Namesto bombastične napovedi zvišanja upokojitve starosti smo v Slovenski demokratski mladini pričakovali razpravo o načrtih za večjo zaposlenost mladih, hitrejše dokončanje študija in spodbujanje kadrovskih štipendij. Le na tej realni podlagi lahko določimo izhodišče za prihodnje pokojnine. Mandat trenutne oblasti traja šele 2 leti. Zdi pa se, da je pretekla že cela večnost od Slovenije, kot smo jo poznali nekoč. Slovenija, ki je bila spoštovana, uspešna in socialna, predvsem pa Slovenija, ki je znala prisluhniti svojim državljanom. Vlada je v svoji polovici mandata porabila že 2 zasilna shoda. Prvič, glas ljudstva. Zlorabila je glas ljudstva, ki je leta 2008 zaupala v prazne obljube, ki so se izkazale za neresnične, polovička pa se izteka ravno sedaj ob polovici mandata. V Slovenski demokratski mladini nestrpno pričakujemo uporabo 3. zasilnega izhoda, klica v sili, ki mora priti v obliki predčasnih volitev in končanja agonije tranzicijske levice in žal zraven tudi slovenskega naroda.